Pozdravljeni v novi nogometni oddaji Druga liga. V vsaki oddaji bomo najprej predstavili enega od klubov druge slovenske nogometne lige. Začenjamo z novincem lige. Nogometni klub Kalcer Radomlje. Sledi reportaža iz lokalnega derbija druge lige med domačini iz Radomelj in gosti iz Doba, ki jo bomo zaključili s pregledom rezultatov kroga, ligaške lestvice in najboljšimi strelci. V redni rubriki Turbo nogomet bomo sledili novostim na področju treninga, opreme, zdravja, prehranjevanja in nogometnih pravil. Naš prvi gost bo dr. Matjaž Vogrin, zdravnik slovenske nogometne reprezentance, ki nam bo povedal nekaj več o preventivi nogometašev za zaščito pred poškodbami. V drugi slovenski nogometni ligi se kali tudi mnogo mladih in nadarenih nogometašev. Danes bomo spoznali Andraža Šporarja, ki igra za Bravo 1 Interblok. Prav vsak klub ima svojo legendo in tokrat vam predstavljamo Roberta Englara, bivšega nogometaša in nekdanjega člana slovenske nogometne reprezentance, ki je svojo igralsko pot začel v Beli krajini. Oddajo bomo zaključili z nagradnim vprašanjem za lepe nagrade. Čeprav se je nogomet v Radomljah igral tudi pred drugo svetovno vojno in so bili nogometaši organizirani v športno društvo že leta 1934, za ustanovitveno leto nogometnega kluba Radomlje štejemo leto 1972. Generacija iz leta 1976 je osvojila svoj prvi pokal, ki še danes krasi vitrine kluba. Za slednjo ekipo je igral tudi Božo Cerar, prvi nogometaš, ki za klub ni nastopal brezplačno, saj je imel za vsak svoj doseženi zadetek obljubljeno kosilo pri repanšku. Po nekaj sezonah postavljanja v ospredje predvsem mlajših igralcev je v sezoni 1986 in 87 trener Tone Završa našel čudežno formulo in zgradil zelo dobro mladinsko ekipo, ki je osvojila drugo mesto v drugi slovenski nogometni ligi. Večina igralcev z te ekipe je postala nosilcev igre tudi v prvih letih po osamosvojitvi. Nogometni klub Radomlje pa so ponovno pripeljali v drugo slovensko nogometno ligo, kar do danes predstavlja največji uspeh kluba. Lanska sezona v tretji ligi je bila res izjemna. Osvojili smo naslov prvaka z 11 točkami prednostmi in ob tej priložnosti moram še enkrat čestitati trenerju in vsem igralcem. V letošnji sezoni bomo poskusili, kaj lahko naredimo v drugi ligi. Prepričan sem, da imamo ekipo, ki je konkurenčna. Po kostju ekipe iz lanske sezone smo pripeljali še 6 obetavnih mlajših igralcev in to je ekipa, v katero 100% verjamem, da bo igrala pomembno vlogo tudi v drugi slovenski nogometni ligi. Trenutna situacija v slovenskem gospodarstvu je precej klavrna, tako da je precej težko dobiti sponzorska ali pa donatorska sredstva. V Radomljah imamo srečo, da imamo veliko manjših sponzorjev, lokalnih sponzorjev, ki so že dolga leta zvesti nogometnemu klubu Radomlje. Tako da smo večino njih zadržali, pridobili smo 2 večja sponzorja in sezono imamo nekje pokrito. Seveda pa si ne moramo kaj dosti več privoščiti kot v prejšnjih letih, tako da bo proračun ostal na lanskoletnem nivoju. Verjamem pa, da bomo znali kakšna sredstva tudi narediti sami s turnirji za prireditvami in da bomo se začeli bolj tržno obnašati, kot je bilo to potrebno do zdaj. Vesel sem, da so bile tekme nogometnega kluba Kalcer Radomlje dobro obiskane. Mi smo imeli v povprečju 200-250 gledalcev na tekmo. Pred 2 leti smo organizirali navijaško skupino Mlinarji. Bratje Cerar in Anže Hribar so bili pobudniki tega projekta. Lahko rečem in pohvalim, da imamo definitivno najboljšo navijaško skupino v tretji ligi in da bomo zelo konkurenčni vsem navijaškim skupinam tudi v drugi ligi. Ko sem spremljal tekme svetovnega prvenstva za ženske v Nemčiji, sem definitivno sprejel odločitev, da bomo v Radomljah poskušali narediti nekaj več tudi v ženskem nogometu. Letos smo v sistem tekmovanja prijavili ekipo U14, v naslednjem letu pa je cilj, da prijavimo oziroma začnemo tekmovati tudi z mladinkami in s članicami v prvi slovenski ligi. Ženski nogomet v svetu raste, ima perspektivo in prepričan sem, da bomo tudi v Radomljah igrali pomembno vlogo v ženskem nogometu. Kot prišleki oziroma novinci v drugi ligi smo veseli, da nam je uspel ta podvig. Prepričan sem, da bomo igrali eno
kvalitetno, zanimivo ligo in vse klube v drugi ligi lepo pozdravljam in jim želim veliko sreče in športnih uspehov v letošnjem tekmovanju. V naši mladinski nogometni šoli je aktivnih trenutno 10 trenerjev, ki vodijo 8 mlajših selekcij nogometnega kluba Radomlje. Od tega imamo potem še eno dekliško ekipo U14, ki delujejo na teh naših igriščih. Osnova, predvsem naše mladinske šole, je predvsem delo v osnovnih šolah, ki vključujejo 6 osnovnih šol, na katerih delamo v obliki interesne dejavnosti oziroma krožka. Aktivnih je približno 100 do 150 otrok in pa potem delo v klubu, kjer imamo aktivnih 8 selekcij, od tega nekje od 170 do 200 članov. Največji uspeh naše mladinske nogometne šole je zadovoljstvo otrok in pa staršev, ko pridejo na trening, na vadbo in pa na tekmo. To je bistvenega pomena kvalitetnega dela in pa napredka v bodoče. Potem, če gledamo tekmovalne uspehe, je predvsem uvrstitev starejših in mlajših dečkov v prvo MNZ ligo Ljubljana in pa uvrstitev kadetov in pa mladincev v drugo slovensko kadetsko in pa mladinsko ligo. Mladinska nogometna šola Radomlje ima veliko usmeritev, predvsem v razvoju, organizaciji, napredku in iskanju novih stvari, ki jih v bistvu delajo naš klub drugačnega. Ne samo nogomet, ampak tudi ostale stvari, ki so v ozadju, da se razvijajo kot osebnosti in pa da uživajo v tem, kar počnejo. Za zaključek bi povabil vse te mlajše gledalce, ki spremljajo nogomet prek televizijskih ekranov in naj pridejo v naš športni park, naj vidijo, kako delamo z njimi, da se poskusijo v nogometu in da ugotovijo, da je nogomet res ena prečudovita stvar in žoga kot prijateljica naj jih spremlja na vsakem koraku. Zadnji uspehi v našem klubu so zelo veliki. S prihodom predsednika Marinška in sponzorja Kalcerja, Cera Metoda, se je nivo našega kluba zelo dvignil. Dvignil se je v igralskem in dvignil se je v organizacijskem smislu. V občini Domžale smo izjemno ponosni na naše nogometaše, saj imamo v letošnjem državnem prvenstvu v prvi ligi en nogometni klub, ki je v samem vrhu, in pa kar 2 kluba v drugi slovenski nogometni ligi. Tako so Domžale, bom rekel, najbolj nogometna občina v Sloveniji. Zato so predvsem zaslužni nogometaši, njihovo strokovno vodstvo, pa tudi občina se bo tako kot sedaj tudi vnaprej trudila, da bo v okviru svojih možnosti pomagala nogometašom pri realizaciji njihovih ciljev in pa pri doseganju športnih rezultatov. Predvsem se nam pa zdi v prihodnje pomembno delo z mladimi. V nedeljo, 7. avgusta, sta se v prvem krogu druge slovenske nogometne lige v športnem parku Radomlje pred 1100 gledalci pomerila Kalce Radomlje in Roltek Dob. V prvem polčasu smo videli taktično otipavanje nasprotnikov in po eno priložnost na vsaki strani. Drugi polčas so bolje začeli Radomljani in po podaji Lizalovića je Škafar zadel za vodstvo domačih z 1:0. Sledil je še en nevaren napad, vendar Avdić ni uspel povišati vodstva. Bolj uspešen pa je bil Dob. Izenačil je po predložku Đokovića Mitrakoviću, ta pa je podal Vuku, ki je rutinirano zadel za 1:1. Po nekaj priložnostih na obeh straneh je Dob v 88. minuti z golom Stanka tekmo zaključil v svojo korist. Mi bi lahko tekmo rešili v 20 minutah drugega polčasa, ker smo imeli čiste situacije za zadetek, ampak tega nismo naredili. Na koncu je odločilo to, da smo imeli večjo željo za zmago. V soboto 6. avgusta se je ob 17:30 uri na Konjiški Dobraji pričela sezona v drugi slovenski nogometni ligi za nogometno društvo Dravinja Kostroj. Domača ekipa je pričakala goste iz Šmartnega v močno spremenjeni postavi glede na lansko sezono, pričakovanja so bila temu primerno negotova. Otvoritveno tekmo sezone, ki ni postregla s presežki, je spremljalo okoli 200 gledalcev, ki nad prikazanim nikakor niso mogli biti zadovoljni.
Domača ekipa je srečanje izgubila za 0:1. Edini gol na tekmi je v 41. minuti dosegel Matevž Lenošek in s tem ekipi iz Šmartnega že na prvi tekmi v gosteh zagotovil spodbudne 3 točke na prvenstveni lestvici. Po lanskoletnem remiju Šmarčani doma pomeni za domače tokratni poraz prav gotovo resno opozorilo za poglobljen premislek v nadaljevanju sezone, kar je izpostavil tudi trener Dravinje Kostroja Marjan Marjanović. Trener gostov Ervin Pološak je z zmago in s tem odličnim štartom svoje ekipe v novi sezoni navkljub nenadušujoči igri bil seveda zadovoljen. Sodniška trojka Habjanič, Vukan in Smej je dobro opravila svoje delo, glavni sodnik je tekmo pripeljal do konca brez kartonov. Domači nogometaši bodo tako svojo prvo zmago v sezoni lovili v naslednjem krogu, ko doma gostijo ekipo iz Krškega, ki je v prvem krogu doma remizirala z nogometaši šenčurskega Garmina. Zaslužena zmaga gostujoče ekipi, temu ni kaj dodati in če nekdo zmaga na Dobravi, to pomeni, da mi nismo bili ta pravi. Nogometaši Aluminija so na tekmi proti Beli krajini takoj prevzeli pobudo v igri in so že v 5. minuti povedli z 1:0. Po strelu Alana Plova iz 25 metrov je Alan Pašagić žogo le odbil in v nadaljevanju akcije je zadel Robert Kureš. Že v 7. minuti pa so črnomalci imeli izredno priložnost za izenačenje ali preobrat, vendar je kapetan Marko Žagar zadel iz 11 metrovke le vratnico. Mislim, da je bil odločilen trenutek današnje tekme, potek tekme. Sicer nismo se držali naših navodil, ki nam je trener zadal. Kaj ne rečem, Aluminij je boljša ekipa. Kidričani so si s povezano igro ustvarili še veliko lepih priložnosti, ki so jih zapravili Denis Rešek, Klemen Bingo, Alen Ploj in Denis Topolovec. Edino izdelano akcijo za goste je v 42. minuti imel Jernej Štukelj. Minuto kasneje pa je po lepi kombinaciji Aljaža Medveda iz desne strani svoj drugi zadetek dosegel Robert Kureš. Bilo je lepo vzdušje, lepo vreme in ni lepše kot dati 2 zadetka. V drugem delu smo videli manj dinamično predstavo in pravi Eurogol je v 74. minuti dal Gregor Reženja. Minuto pred koncem tekme pa je zadel še Timotej Petek. Tudi rezultat nam je dvignil samozavest. Igrali smo, imeli smo še dosti več šans, kot smo zabili, ampak dobro, s tekmo moramo iti dalje in zabiti čim več zadetkov. Nogometaši Aluminija so pred 200 gledalci suvereno zmago 4:0 proti Beli krajini pokazali, da bodo tudi letos resni kandidati za sam vrh drugoligaške lestvice. V soboto, 6. avgusta, sta v Krškem tekmo druge slovenske nogometne lige odigrala Krško v zelenih in Garmin Šenčur v rumeno-modrih dresih. V 18. minuti je za domače po podaji Luliča zadel Barković, kar je bil tudi rezultat polčasa. V drugem delu so bili bolj uspešni gostje, ki so bili v 55. minuti bolj spretni od domače obrambe, saj je žogo po dvokratnem odboju za 1:1 v gol poslal Schmidt. Domači so v nadaljevanju sicer še enkrat zadeli, vendar je sodnik zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. Končni izid srečanja Krško Garmin Šenčur 1:1. Docent dr. Matjaž Vogrin je specialist ortoped in se poleg splošne ortopedije intenzivno ukvarja s športnimi poškodbami. Po končanem študiju na Medicinski fakulteti v Ljubljani je opravil specializacijo iz ortopedije. Trenutno končuje magistrski študij športne ortopedije na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Dodatno se je izpopolnjeval doma in v tujini, nazadnje v Centru za športno medicino v FC Barcelona. Zaposlen je v Splošni bolnišnici Maribor na oddelku za ortopedijo. Ukvarja se z degenerativnimi spremembami lokomotornega aparata in artroskopsko kirurgijo velikih sklepov. Njegovo ožje področje so športne poškodbe. Že več let je tudi zdravnik v nogometnem klubu Maribor, sodeluje pa tudi slovensko nogometno reprezentanco. Pravzaprav so pri nogometaših na srečo najpogostejše lažje poškodbe, to se pravi zvini, udarnine in podobne poškodbe, to se pravi poškodbe, ki nastajajo med treningom oziroma z kontaktom in se relativno hitro pozdravijo. Velika skupina poškodb, ki predstavlja okrog 40% vseh nogometnih poškodb, pa so tako imenovani preobremenitveni sindromi. To so poškodbe, ki nastajajo počasi in se pokažejo v polni obliki šele čez nekaj tednov oziroma mesecev, nastanejo pa zaradi nepravilnega oziroma pretiranega treninga. Tudi tipični primeri, recimo vnetje ahilove tetive, sindrom boleče prepone in podobno.
Značilno za te poškodbe, rekel sem, nastajajo zelo počasi, ampak velik problem je to, da se tudi zelo počasi zdravijo. Skratka, za zdravljenje takšne poškodbe so potrebni tedni, včasih celo meseci. Seveda, način, da se takšnih poškodb izognemo, je pravilen trening, poznavanje fiziologije, kar se tiče samih igralcev, še posebej pa njihovih trenerjev. Seveda pa v nogometu srečamo najrazličnejše, tudi zelo težke poškodbe. Zelo pogoste so poškodbe spodnjih okončin, še posebej kolena in pa tudi gležnja. V kolenu so tukaj v ospredju poškodbe ligamentarnih struktur, naprimer poškodbe sprednje križne vezi, zelo pogosta nogometna poškodba, potem poškodbe meniskov, poškodbe hrustančnih struktur. To pa so poškodbe, ki se dajo zdraviti operativno. Skratka, terapija je v takem primeru operacija, ponavadi artroskopska operacija. Rehabilitacija je relativno, bi rekel, etablirana, znana. Pri nekaterih poškodbah traja nekaj tednov, pri nekaterih poškodbah pa tudi več mesecev. Naprimer pri poškodbi sprednje križne vezi takšna rehabilitacija traja vsaj 6 mesecev. Da se nogometaši izognejo takšnim poškodbam je poznavanje fiziologije. To se pravi, nogometaši vendarle morajo imeti neko znanje o fiziologiji, o delovanju svojega telesa in temu primerno tudi ravnati. Skratka, živeti morajo kot profesionalni športniki, držati se morajo vseh navodil, ki jim dajo trenerji, kondicijski trenerji, zdravniki. Na prvem mestu je tukaj trening, pravilen način treninga, pravilno segrevanje, opravljanje vaj za raztezanje, na to pa seveda treningi, ki ne segajo preko njihovih zmožnosti. Skratka, če so treningi prilagojeni igralcem na ta način, da dosegajo maksimum, ne pa presegajo maksimum, potem se te tako imenovane preobremenitvene poškodbe ne bodo pojavljale. Obstajajo pa seveda tudi različni preventivne vaje oziroma načini treninga, s katerimi dodatno preprečujemo poškodbe. Tu so posamezne organizacije, naprimer FIFA, izdelali posebne programe, s katerimi poskušajo zmanjšati število športnih poškodb. Prvi takšni programi so se začeli razvijati že pred 10 leti in so sedaj pravzaprav že preizkušeni. Naprimer v Švici, na Novi Zelandiji so v velikih študijah dokazali, da z uporabo takšnih programov, to so pravzaprav vaje, ki jih nogometaši izvajajo med treningom, različne vaje, 10, 11, 12 različnih vaj, ki jih kombinirajo z normalnim treningom, lahko zmanjšajo število poškodb za okrog 30%, kar je pa zelo velika številka in zato priporočamo vsem igralcem, da takšne načine preventivnega treninga uporabljajo. Če morda ne vejo natančno, kakšne so te vaje, lahko te vaje, vključno z videoposnetki, poiščejo na spletnih straneh FIFA. Je pa število nogometnih poškodb v Sloveniji, pa seveda tudi v svetu, zelo veliko. Mi smo delali nekakšne preračune oziroma izračune, koliko je takih poškodb na leto v Sloveniji in številka je gromozanska. Takšnih poškodb v Sloveniji je približno 20 000. Draž je sin ravno tako nogometaša Mihe Šporarja, ki je v svoji karieri zabeležil 222 nastopov v prvi slovenski nogometni ligi, medtem ko je branil barve Celja, Domžal, največ pa Olimpije. To, da je moj oče bil nogometaš, me samo motivira, velikokrat mi pomaga in govori o svojih izkušnjah. Veliko ljudi me tudi primerja z njim. Eni pravijo, da sem že boljši, eni pravijo, da moram še veliko doseči. Na igrišču me najbolj motivira dobra igra ter gol. V zadnjem času sem veliko napredoval, ljudje so mi govorili, da sem zelo dober in ambiciozen. Zame je ta izkušnja, da igram za člansko ekipo, zelo pomembna. Vedno moraš biti dobro psihično pripravljen, če nisi, potem nisi ta pravi. Moraš biti odločen in samozavesten. Vedno se moraš pripravljati na tekme. Od nekdaj si želim, da bi zaigral za angleško moštvo SC Liverpool. Že od malega navijam za njih, ker je za njih tudi navijal moj oče. Robert Englaro je v karieri odigral prek 200 tekem v dresu Olimpije, za katero je igral med leti 1987 in 1997 in z njo osvojil 4 naslove državnega prvaka. Pozneje pa je športno pot nadaljeval v Italiji, kjer je nastopal za Foggia in Atalanto. Zbral je tudi 36 nastopov za slovensko reprezentanco. Danes 41-letni Belokranjec je dal svoj delež tudi pri ponovnem rojstvu Olimpije.
Za tedanji nogometni klub Bežigrad je v sezoni 2005-2006 igral v drugi ligi MNZ Ljubljana. Kasneje pa se je moral zaradi težav s hrbtenico posloviti. Nato je delal pri Beli krajini in Interbloku. Še naprej pa ostaja del strokovnega štaba slovenske mlade reprezentance, kjer opravlja vlogo prvega pomočnika selektorja Tomaža Kavčiča. Pred letošnjo sezono prve slovenske nogometne lige je podpisal enoletno pogodbo z ljubljanskim nogometnim prvoligašem Olimpijo, s čimer je postal pomočnik glavnega trenerja Dušana Kosiča. Dolgoletni branilec Olimpije je tako v strokovnem štabu nasledil Aleša Čeha, ki se je preselil v avstrijski Gag, kjer bo opravljal delo prvega trenerja. Ok. Ste vedno vedeli, da hočete nogomet igrati? Ja, v bistvu je bilo tako. Očeta imam, bom rekel, tako ekonoma dol v Beli krajini. Šola mi ni bila baš, ne vem koliko priljubljena. No? Okay. In kada god sem šolo končal, sem dal torbo v koti, tako je očetov na igrišče in sem vzel žogo in sem pač se zabaval na igrišču. Tako da mi to ni bil problem. Ne? Pravim, potem je pač šlo tako, da s 15 leti sem nekje že priključen članom Bele krajine in počas kakšna tekma. Tako da se pa v bistvu dosti hitro se je razvila stvar. Ne. In kdaj je prišlo do ponudbe strani Olimpije? Pa v bistvu se je razpletlo tako, da smo igrali eno tekmo v Ljubljani z bivšo Slavijo. In takrat me je videl bivši Frančeškin, pokojni, pri katerem sem se v bistvu največ tudi naučil. Največ mi je tudi znal pokazati, pogovorce z mano, tako da v bistvu je vedel, kaj od mene išče. In tle sem jaz v bistvu v roku, bom rekel, enega leta pa pol, sem jaz pol šel na Slovana. Bil sem, se pravi, eno leto sem bil na Slovanu, pol leta za mladince, pol leta za člane. Bil sem, rekel, dosti hiter igralec, tako da tle so vedeli neko priložnost, da se bi lahko koristili okrog tega, ne, oziroma da pač me izkoristijo. In normalno, potem se je kar zgodilo čez noč, da je prišel bivši predsednik Olimpije Raus k meni na dom, rekel, če me zanima Olimpija, ne. Sem rekel, veš, zdaj sem meni problem. Ne. No in malo zatem sem jaz šel na Olimpijo k mladincem, treniral sem za člane, tam je bil še plus tega je bil še Jovičevič kot trener mladincev in avtomatsko kot pomočnik Šoškiču v članski ekipi, tako da je vedel, zakaj se gre, ne, tako da je bil tudi lažji prestop. Ne. V bistvu smo trenirali za člane z Novakom in igrali za mladince. Kasneje smo bili pa priključeni čist k članom in tu kakšno tekmo smo odigrali na tem času. Pol ste ostal kar nekaj let tam, vse do odhoda v Italijo, konec 90-ih. Ja, če gledam, cirka 8 let je bilo vse skupaj. Ne. No, pa kljub temu, da pravite, da je fizična pripravljenost boljša bila takrat strani, pač v italijanski ligi ste bil nekaj časa prvi igralec Fogge, ne, ali kako? Ja, v bistvu je bilo tako, da jaz sem prišel novembra meseca, to je bilo leta 96, junija meseca 97 sem šel pa v Atalanto. Tako da v bistvu tle je bilo tako, ne, bil sem, bom rekel, dokaj dobro fizično pripravljen, kar se tiče same fizike kot fitness, pa to, se pravi, to, kar smo tle delali. Jaz potem, recimo, ne, jaz sem bil dol v Foggi, sem bil v bistvu kot prvi tujc in kot prvi igralec kluba, ne, tako da sem dosti visoko kotiral in potem so tudi ponudbe so prihajale, med drugimi je bil tudi recimo Inter, med drugimi, ne. Moj bivši menadžer je bil Hrovatič in takrat sem pač rekel, tako je, ne, kdo ti ponud največ, tam bom šel. Jaz sem bil že v letih, v bistvu 28 let, 29 let, nisem imel časa zbirati. No in potem sva zbrala, oziroma zbral Atalanto, sem šel okej, mogoče je bila dobra, mogoče slaba solucija, ampak v bistvu imel sem kar nekaj poškodb, tako da lahko bi mogoče na ta račun kakšno leto, dve še prosperiral, ni mi pa žal, da sem šel okej, to pa dejstvo. Bil ste v letih 92 do 99 tudi član slovenske nogometne reprezentance, ne? Ja. V bistvu nekako v najhujših časih. Kaj bi rekel, da je takrat bil največji hendikep naše izbrane vrste? Pa največji hendikep vsega skupaj je bilo to, da mi kot igralci nismo bili standardni v svojih klubih. To je ogromno pomeni. Tudi samemu selektorju, tudi sami ekipi se potem na koncu pozna, ker konec koncev ti lahko treniraš, ne vem, en mesec, 2 meseca ne odigraš 2 tekmi in to se takoj pozna na igrišču. Ni tistega šmeka, ni tiste rutine,
Na treningih pač tam imaš neko pauzo, odigraš neki pauzo, odigraš pauzo. Na tekmi tega ni. Ne? In tam moraš konstantno biti skoncentriran, paziti na določene stvari, razmišljati non-stop. Biti, se pravim, 100% skoncentriran, da se ne zgodi kakšna napaka, na katero lahko, bom rekel, vpliva na rezultat. Kaj je razlika med današnjo reprezentanco od tiste? Kaj bi rekel? Pa dejstvo je, da hodijo stvari vse navzgor. Zakaj? Zato, ker v bistvu današnja generacija, te, ki so zdaj od Novakoviča pa naprej, igrajo v svojih klubih. Ne. Bom rekel 90% igrajo. Ne. Mogoče ki kakšen pač ne igra, ampak večinoma jih igra. Ne. Pri nas je bil to problem, da od, bom rekel, 15 igralcev, ne vem, če so 3-4 bili standardni. Ne. In to je velik razpon. Ne. Če imaš pa ti igralce, ki igrajo non-stop v svojih klubih, pa ki so standardni, potem se tudi to na rezultatih reprezentance pozna. Prav ti lahko več izkoristiš, lahko več zahtevaš, lahko se nadejaš boljših rezultatov. Kdaj ste prvič začutili, da bi lahko upravljali tudi trenersko delo? Pa v bistvu zgodil se je spet, bomo rekel, nekako spontano. Bil je dol v Beli krajini, je bil Tomaž, današnji selektor Kavčič, v 21. Pač je iskal enega pomočnika, vedel, da sem v bistvu končal športno kariero kot nogometaš. Je prišel do mene, rekel, da bi bil pomočnik, ne. Sem rekel, ni problem, prav se bo zmenil, kako pa kaj bo funkcioniralo, ne. Sem rekel, ni problem. Potem se je počasi začelo pač spoznavanje trenerskega poklica, treninge, kako treninge pripraviti, kako to, kako ono. V bistvu nekako ta trenerski kruh, kako v bistvu ta trenerski kruh izgleda. No in potem počasi, malo po malo me je to začelo vleči noter in danes sem pač tam, kjer sem. Ampak v bistvu lahko se zahvalim v bistvu njemu, ker me to potegnil noter, mi je dal zavedati, da to je v bistvu nek poklic, ki ga lahko z veseljem opravljaš, če pač imaš nek smisel. Do katere mere pa pri tem delu igralske izkušnje prav pridejo? Pa izkušnje so zdaj tako, ne. Pač vidiš recimo igralce, jaz recimo trenutno sem bil takrat, sem igral kot bočni oziroma kot štoper. Lahko na fazi tega lahko povem kakšno izkušnjo, recimo kako se postaviti, kako priti izpred igralca, kdaj priti izpred igralca. V bistvu lahko poveš tisto, kar si v bistvu ti igral, ne. Zdaj, kako se stvari odvijajo, je pa pač kakor se pač odvijajo. Zdaj se pravim, to ni spet čez noč, ne. Ti lahko igralcu poveš, pa bo mogoče še zmeraj eno te isto delo, ne. Dokler ne bo dojel, da ni to in da pač je tisto, kar sem mu jaz povedal, oziroma kar sem mu svetoval, da je to v redu stvar. In ko to sprejme, da vidi, da je to, ne, prvo ti pa mora zaupati kot igralec, da ga pač ne vlečeš v neko smer. Kaj bi še za konec, me zanima, kaj bi rekel, da je največji uspeh v vaši karieri, osebno za vas? V moji karieri je v bistvu največji uspeh to, da sem prišel do nekega nivoja, oziroma da sem pač prišel do reprezentance, ker je to nek najvišji nivo kot igralca samega, ne. Da sem se prebil v tujino, to je, bom rekel, druga stvar, takoj za tem, ne. Ker vem, recimo v tistem času, ko sem bil še jaz igralec, je bilo težje ven prijeti, ne. Pač so bila še zmeraj vrata nekako zaprta, ne. Oziroma so se malenkost odpirala, ampak zdaj današnja mladina oziroma današnji igralci ima pa danes vse odprto, ker je pač prosti pretok dela oziroma igralca. Lahko pogodba se konča, greš v tujino, v bistvu je samo biti ta prav pristop, biti ta prav karakter, pa biti vztrajen, ker nogomet kot sam nogomet je samo delo. Delo in še enkrat delo in ti imaš lahko 10%, lahko si talent, v bistvu samo 10%, vse ostalo je delo. Ker misli drugače oziroma kontra se zelo zmoti. Talent je pika na i. Ja, v bistvu daje tisti nek dodatno vrednost igralca. Vidi se, da je talent, da hoče, da zna, da je nekaj v njemu v bistvu. Ampak če ti nočeš delati, če se ti ne da delati, tudi talent ti ne pomaga dosti. Preden vas povabimo k ogledu naslednje oddaje, še nagradno vprašanje za lepe nagrade, ki jih podarja Nogometna zveza Slovenije. In sicer, kdo je bil prvak druge slovenske nogometne lige v minuli sezoni? Odgovore pošljite na
Uredništvo afna nzs.si. Se vidimo naslednjič.